Across je novi Suzukijev športni terenec. In če ste ob prvih kadrih pomislili, tega pa od nekje že poznam, imate prav. In verjetno ste v teh prvih kadrih tudi že ugotovili, od kod ga poznate. Across je RAV4 s Suzukijevo značko. Suzuki in Toyota sta si namreč na globalnem avtomobilskem igrišču podala roki oziroma trčila komolca in začela skupni posel. Ne poznamo sicer vseh podrobnosti in dolgoročnih planov, no poznamo pa trenutno stanje združevanj na avtomobilskem trgu. Jasno je, da se tudi pri Japoncih nekaj kuha. No, pa kar povprašajmo šefe. Glavni interes naše znamke za pristop k temu sporazumu je bil, da s znanjem in tehnologijo, ki jo prejemamo od partnerja, sledimo vse strožjim zahtevam evropske zakonodaje na področju emisij. V obratni smeri pa Suzuki partnerju zagotavlja proizvodnjo majhnih kompaktnih modelov, kjer je Suzuki najbolj močan. Hkrati s tem pa bomo mi partnerju tudi zagotavljali tem manjšim kompaktnim avtomobilom prilagojene manjše motorje s hibridno tehnologijo. Across je torej enojajčni dvojček modela RAV4 in tega smo v naši oddaji že podrobno predstavljali. Z njim smo opravili tudi test, ki vam je vselej dostopen na spletu. Ampak Across vseeno prinaša novost, ki je še nismo preizkusili. Celo leto pred modelom RAV4 je na slovenski trg pripeljal priključno hibridni pogon. Še več, za razliko od Toyote, bo ta avto na voljo zgolj kot priključni hibrid. V tem avtomobilu ni veliko klasičnega Suzukija. Spomnimo, modeli te znamke večinoma slovijo po svoji lahkotnosti in igrivosti. Across je zelo robusten avto. Robustna je notranjost, ker imamo zelo kakovostne materiale, morje klasičnih stikal in celo nekaj v gumo oblečenih površin. In k robustnosti pripomore tudi zajetna masa. Across kot priključni hibrid ima skupaj z voznikom več kot 2 toni, oziroma približno 300 kg več kot primerljiv RAV4 s klasičnim hibridnim pogonom. Težo se v zavojih občuti, zato dinamična vožnja temu avtomobilu preprosto ne pristoji. No, to pa ni čisto res pri pospeških, ki so zares silni. Na papirju se do 100 km/h poženemo v vsega 6 sekundah, v praksi pa za avto te vrste vražje hitro. No, seveda pa mu še vedno najbolj pristoji umirjena vožnja, tista značilna Toyotina vožnja. No in pri takšni vožnji bomo lahko zgolj na elektriko prevozili približno 60 km, no seveda večinoma v mestu. Baterijo s kapaciteto 18 kWh bomo doma recimo napolnili preko noči. No, ampak če nam pa to ne bo uspelo in bomo na pot odšli s prazno baterijo, pa se bo Across obnašal kot klasični hibrid. Torej, polnil bo baterijo pri zaviranju in nato energijo porabljal pri speljevanju, pospeševanju ali pa pri umirjenem križarjenju v mestu. Sami smo pri mešanem ciklu vožnje z izpraznjeno baterijo zabeležili porabo 6,4 litra na 100 prevoženih kilometrov, kar je nekako primerljivo z ostalimi priključnimi hibridi. No, pri takšni vožnji seveda ne boste mogli koristiti polnega električnega ali samodejnega preklapljanja med električnim in hibridnim načinom, ki jo aktivirate s tipkami na sredinski konzoli. Vozniku je z daljšim pritiskom na voljo tudi način Charge. Ta pomeni, da bo 2,5 litrski bencinski motor med vožnjo kot generator tudi dodatno polnil baterijo. Funkcija je priročna, da prihranimo energijo pred stopom v mestna središča, no seveda pa bo poraba goriva pred tem primerno višja. Hibridni pogonski sklop je nekaj, kar definira Toyoto. No, eden izmed zaščitnih znakov Suzukija pa je štirikolesni pogon. Ampak takoj dodamo, da ne gre za klasični Suzukijev štirikolesni pogon All Grip, ampak za Toyotin električni štirikolesni pogon E4, ki med prednjim in zadnjim kolesnim parom nima mehanske povezave. Gre za to, da je drugi elektromotor nameščen zadaj in ta je sposoben tudi do 80% navora preusmeriti na zadnjo os. Razmerje seveda glede na potrebe podlage krmili računalnik. Across je Toyoti RAV4 z izjemo minimalnih kozmetičnih sprememb popolnoma enak.
In zato, torej za konec, vprašanje, ki nas je grizlo tekom celotnega testa. Zakaj Suzuki in ne Toyota? Nam je namreč popolnoma vseeno.